Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in zdaj bomo začeli od začetka. Zadnjič me je ena gospa napisala, joj, ne sledim vam več. No ja. In sem se odločila, da grem čisto od začetka za vse vas, svetle duše, ki delate korake, ki se začne. Kaj je tisto, kar je najbolj pomembno? In bomo zdaj prav tiste osnovne korake predelali v naslednjih videih. In zdaj, če gledamo, kje se vse začne. Kaj je sploh ta prvi korak? In ta prvi korak je ljubezen do sebe. Tako opevana zadeva, pa tako težka. Ker tega nas nihče ni učil v šolah, nihče nam ni govoril, imej se bolj rada, daj poskrb bolj za sebe. Ampak smo dobivali ravno nasprotne informacije. Od malega, bodi tiho, potrpi, stisni zobe, saj drugem še slabš, kot je tebi in tako naprej. Tako da, kje se začne sploh ljubezen do sebe? V kar sem prepričana, je to, da ljubezen do sebe se dejansko vidi pri tem, kako znamo poskrbeti za svoje osnovne potrebe. Se pravi, osnovne potrebe so, kaj potrebuje moje telo. Moje telo potrebuje vodo. Se pravi, a jaz sploh dovolj pijem. To je pač osnovna potreba mojega telesa. Druga zadeva, osnovna potreba mojega telesa je, da jem. Ampak jesti moram na 3 ure pa pol oziroma 2 uri pa pol do 3 ure in če ne nahranim svojega telesa, v bistvu že sporočam svojim celicam, saj je že v redu. No ja, in prav ta je že v redu, tudi pozna se pri tem, a si privoščimo kakšno zadevo za sebe. In to pomeni, ne vem, čistko, a si kupimo kakšno stvar za sebe ali si rečemo za obleke, saj je še dober. No recimo, pomislimo, to, kar se ne vidi, ženske, modrček. Modrček se ne vidi, je nekaj, kar je lahko novo, lepo, ali pa nekaj, saj je še v redu, se še drži skupaj. In jaz vem, da tukaj sem se učila te moje ljubezni do sebe in daleč nazaj, 20-25 let nazaj sem z eno gospo govorila, je rekla, jaz se tako dobro počutim, ko imam lepo spodnje perilo. In jaz vem, da takrat sem prav pri tem šparala, pač pri spodnjem perilu. In sama pri sebi sem razmišljala, jaz imam tiste 2 modrčka, ki jo perem in to je to. In ja, tukaj sem šparala in vemo, da danes niso to toliko drage zadeve, kot to, da si jaz privoščim za sebe, zato, ker se imam rada. Čeprav saj nihče tega ne vidi. To samo jaz vidim, moj modrček, moje spodnje perilo, ampak zato, ker se imam rada. No, naslednja stvar, zato, ker se imam rada. A grem na WC takrat, ko moje telo sporoča, zdaj pa čas. Vstan in pojdi, ali pa še kar zadržujem in moje telo spet učim, ja, v redu je, če zadržuješ, pač ne rabiš niti izločati in potem telo seveda začne zadrževati strupe v telesu. In zato je pomembno, zdaj vem, da mnogi razmišljate, ja, pa tebi je bolj enostavno, ne hodiš v službo, delaš od doma in tebi je to čist preprosto. Ja, ampak po drugi strani, glih tako jaz moram vstati, pa sem mogoče sredi dela, sredi ne vem česa, je treba takrat, ko telo zahteva svoje, vstati in pač odnesti tisto, kar mora iti stran, pač gre v WC školjko. Kje se še začne ljubezen do sebe? Ljubezen do sebe je vedno povezana s tem, da dovolj spim. A se naspim? To so pomembne zadeve. Ljubezen do sebe je povezana s tem, da mogoče kakšni stvari ali pa kakšnemu odnosu rečem, ne, nimam časa ali pa bolj na hitro zaključim, samo zaradi tega, ker mi povzroča sam stres. In občutim, da določeni ljudje samo stresajo name svoje breme in oni se seveda počutijo zelo dobro in jaz sem pa potem, ko sesuta. To je ljubezen do sebe. Kaj je še ljubezen do sebe? Ljubezen do sebe je
kaj vrtinčim po svoji glavi. Samo zato, ker se imam rada, se pohvalim. Samo zato, ker se imam rada, izbiram lepe misli. In zdaj tisti rabelj, ki mi govori vse noter, in jaz sem ga že zdavnaj utišala, ampak je bil nekoč zelo glasen, ki mi je govoril, pa ni to v redu, pa ni to v redu, pa ti, ne vem, kup negativnih stvari. Ena stvar, kar se zdajle na polno dogaja in sem prepričana na polno, danes sem govorila z enim gospodom, je rekel, da zdajle od, ne vem, je rekel, mesec pa še majčkeno več, preden se je začel ta retrograden Merkur, mogoče je takrat, ko je bil mrk, je rekel, zdajle na polno delujejo odnosi. In sem bila kar tako malo presenečena. Pač gospod je o tem govoril. Ja, točno to je. Zdajle se pucajo najbolj tesne vezi, tiste odnosi, ki je treba postaviti se za sebe in, kar jaz opažam, ženska zavist. Ta pa zdajle zadnje čase na polno seka in pogosto v najbolj tesnih odnosih. Tam v družinah, ne nazadnje. V družinah, tam, ko bi morala biti neka podpora, in seka na polno ženska zavist. Tako da ja. In zato, ker se imam rada, tudi takim odnosom, ki me ne podpirajo, pa so lahko to najbližji, rečem pač ne hvala oziroma manj tega, ne. Zakaj bi nekam rinila, če jih vedno dobim po glavi? In vem, da se vam tudi dogaja na ta način, ker smo vsi v nekih procesih nadgradnje in čiščenja, in zato tam, kjer čutite podporo, tam ste, in tam, kjer jo ne čutite, pač tam niste. In zdaj mogoče se vprašate, kaj pa, če ne čutim nikjer podpore? Mogoče je pa čas, da se tvoja duša majčkeno umakne v osamo in da majčkeno preštudiraš, kaj je pa res dobro za tebe. No, lejte, dajmo ošatove karte. Stvarstvo, vodniki, vse svetle sile, te, ki podpirate, te svetle duše, ki delajo korake za sebe, kaj je ta trenutek za njih res, res pomembno, da slišijo. Eno sporočilo, drugo sporočilo in tretje. Da vidimo 3 karte. Obilje, nadzor, pa preporod. Dajmo pogledati najprej tole karto. Tukaj zadaj je karta nadzor. Odpustite, opustite nadzor. Vidite, da je tukaj vse v nekih okvirih, vse je ostro, tale drži pesti, kako more biti. Tako more biti, ker je to že od nekdaj tako in tako more biti. Zakaj že? Zato, ker so od nekdaj rezali klobaso, ker je tokle preširoka, ker je polno premejhna, saj to poznate, ne? Babica je vedno odrezala košček klobase. In potem je seveda hčerka delala isto, ko je pekla klobaso, je vedno odrezala košček. In potem je tudi njena hčerka vedno odrezala klobaso in je bila pravnukinja. In ko je že znala govoriti, je bila še prababica živa, je rekla, mami, zakaj pa zmerom odrežemo tale košček? Je rekla, ne vem, zato, ker je moja mama delala tako. In v glavnem na koncu je izkazala, da je odrezala to klobaso samo zaradi tega ta prababica, ker je imela premejhno ponev. In, glejte, če se vam dogaja to, da vedno delajo na isti način in se vi vprašate, zakaj že, mogoče ste pa prerasli kakšen odnos in je čas, da začnete razmišljati izven okvirjev. Zato opustite nadzor. Zato, ker se tako dela, ker tako more biti, ker je bilo to od nekdaj. Stvari se spreminjajo. Danes sem govorila z enim gospodom, z drugim, in včeraj sem govorila s hčerko. In recimo en tak sistem, ki je tako zelo ukoreninjen, je šolski sistem. In je razlagala o tem, da ta šolski sistem te tako programira na to, da postaneš dober uslužbenec. In vesten, ki hodiš v službo in tako naprej. Se pravi, te programira na to, da si v nekem nadzoru, tako kot mora biti. In naslednja karta je pa prišla preporod. Tukaj pa ni več ta nadzora. Vidite, tukaj je pa od spodaj kamela, potem je lev in potem je deček, ki igra na flavto.
samo zadihaš. In tale preporod, lahko bi bil metol, o tem sem večkrat govorila, in naprej je obilje. Obilje vsega. Obilje na vseh področjih pomeni, ker obilje pomeni, da imaš obilje časa. Obstaja knjiga 5 zjutraj in že zamujam. Kar vse moram. Moram je mora, Se pravi, v življenje smo se rodili z določenim talentom. In ta talent, se pravi, smo opremljeni za preživetje. In ta talent nas bo preživel, to je dejstvo. In če delamo iz tega svojega talenta, pomeni, da mi delamo skozi obilje svoje radosti in to delimo. In ko se začnemo zavedati tega, da bomo preživeli vedno, da lahko nekaj posadite in bo zraslo, da če prosite angele, vam bojo poslali prave ljudi, da če prosite vodnike, vam bojo sporočili, kaj je prav ta trenutek za vas. Vedno boste dobili ta pravi odgovor. Nekaj se bo na internetu pokazalo, nekaj boste najdeli neko informacijo. Vedno boste povezani s pravimi ljudmi. In gremo naprej še prehod v novo dobo. Vodniki, stvarnik. Kaj je ta trenutek pomembno za te svetle duše, ki se učijo ljubezni do sebe? Kaj je tisto sporočilo, kaj morajo vedeti? Zaključek poti. Ne boste umrli, ampak zaključujejo se neke poti, ki je prav, da se zaključijo. In dovolite, da se zaključijo. Hvaležni bodite za vse izkušnje, ki vam jih prinaša življenje. A ni to fajn? In zdravi se, tisto, kar zaključujete, to je bilo obdobje zdravljenja. Zdravilni mir vstopa v vaše celice in v vašo dušo. In stvarstvo vam čestita za pogum. Ste na začetku nove poti, to je portal, ki vas bo odnesel naprej. Si na pravi poti in vse poti naprej so gladke. In tole vam bom prebrala, karta 25. A veste, kaj pomeni ljubezen do sebe? Pomeni, da bo v vaših celicah postala harmonija. Vaš DNK bo harmoničen. In na energijski ravni se ta odtis vašega DNK-ja spreminja na kvantno polje. In to pomeni, da v tem kvantnem polju ustvarjate samo harmonijo. Vse je na pravem mestu. Strah je obraz teme, ampak ti si svetloba. Z negativnimi mislimi in prepuščanjem strahu zaviraš napredek. Vse je prav, pred teboj je novo obdobje, najhuje je za teboj. Ohranjaj stanje ljubezni. In delajte to, ohranjajte stanje ljubezni in boste videli, ljubezen vam bo prinesla v vaše življenje vse, kar potrebujete. In zato lekcija, ki je začne se pri ljubezni do sebe. Tako da uživajte in vse dobro vam želim. In naj pri vsem tem, kar se vam dogaja, naj vas spremlja Božji blagoslov.